zgodba okrog prostorskega plana. Verjamete mi, da nekaj malega o tem vem, ker se pač na lokalni ravni s tem ukvarjam že dolgo časa. Ampak ne poznam primera v Republiki Sloveniji v 20 letih, da bi katerikoli, oziroma občine imamo 17 leto, da bi katerikoli župan zavedel svetnike, tako kot je tokrat Zoran Janković zavedel mestne svetnike, župan mestne občine Ljubljana, da so v petek sprejeli dokument o prostorskem planu, ki ni bil podpisan. On je vedel, da ni podpisan, ker ga minister ni podpisal. Podpisal ga je potem v ponedeljek za petek nazaj. Ponarejanje list. Zato se odgovarjamo v pravni državi. Seveda. No, torej, predsednica je povedala, da smo vložili 3 ovadbe, in sicer ovadbo, bom šel po vrsti, prvo ovadbo obrazložitev suma krive izpovedi glede vpletenosti v zemljiške posle Jureta Jankovića, kjer je na sodišču torej bilo izjavljeno strani Aleša Seliškarja, to je sina od tega lastnika, ki je imel ta zemljišča, ne. Ali poznate, torej Jureta Jankovića so vprašali, ne, ali poznate Aleša Seliškarja. Jure Janković je rekel ne. Tako kot je to v preiskovalni komisiji govoril, odgovor je isti kot na prejšnje vprašanje, je na sodišču odgovarjal z ne. Ali pozna osebo Nevenko Jelovčan, to je to posrednico, je rekel ne. Ali je sodeloval na nekem sestanku v zvezi skupaj s tax grupom in tako dalje, takrat okrog teh zemljišč. Njegov odgovor je bil ne. Gospa Nevenka Jelovčan je pa izjavila na preiskovalni komisiji, mislim, da ste tam za prisego, ne, kazensko odgovorni, če ne govorite resnice, da so navedbe v časopisu, ki so pa potrebovali glih nekaj drugega, točne. Oziroma celo sama je na vprašanje predsednice rekla takole, ne, kdo pa je bil na tem sestanku, to je bilo vprašanje Alenke, predsednice preiskovalke. No in Nevenka Jelovčan je rekla, na sestanku je pa bil prodajalec Aleš Seliškar, Klemen Sešok in Jure Janković. Potem smo dali drugo ovadbo v zvezi z krivo uporabo krive listine. Vi veste, da se je Jure Janković preko odvetnika, namreč odvetniška pisarna Čeferin je dobila po podatkih 5 dni pred tistim tem, kaj že nekim doli v Srbiji, neki posvet, ja, v zvezi z organizacijo neke, ne vem, zelenjave in tako dalje, ne. 5 dni pred tistim posvetom je dobila torej opravičilo oziroma to, da bo Jure Janković sodeloval na tem posvetu. Potem ste novinarji, ne, to malo brskali naprej, ne, in niste našli, ne, in se ni našlo nikjer, ne, da bi Jure Janković sploh bil doli prijavljen ali imel rezervirano sobo, ne, da bi tam naj prespal. Torej, niti to ni bilo. No, temu bi se po srbsko lahko reklo tudi takole, ne, študiram pravo, da radim krivo. Ne. Tudi to je možno. In seveda, torej, ovadbo glede suma, laži, uporabe te listine smo torej podali. No in tam je bilo tudi eno vprašanje, namreč, to hočem biti zelo eksaktn, da vam povem to, kar je bilo na preiskovalki povedano, da ne bom govoril s svojimi besedami, ne.
Jure Janković je pojasnil, ne, da na sodišču, ne, da nima kaj pojasniti. Bil sem v Srbiji, kjer sem delal posel in je bila odredba, da me privedejo pred preiskovalno komisijo. In tako dalje. In potem je še tole potem na koncu rekel, preiskovalna komisija sumi, da je bila kriva listina predložena v obeh možnih primerih. No in on pravi, da pač nima kaj povedati in da ne bo temu pač pojasneval. Ne preiskovalni komisiji in seveda ne na sodišču. Sej, možnost molka imam, ne, da pa se izjasnim, da pač jaz ne bom nekomu, torej organom, ki so me spraševali, pojasneval, pa ne vem, če je to pravica njegova. No in potem tretja ovadba je bila proti Alešu Seliškarju, katerega smo izrecno, posebej, drugič na zaslišanju, resnično tudi opozorili, mu povedali, kaj pač pomeni krivo pričanje in tako dalje, ne. In ne boste verjeli, ne, na 6 vprašanj je odgovoril, se ne spominjam. Za kakršnokoli vprašanje naprej, to boste dobili v gradivo, se ne spominjam. Skratka, ničesar se več ne spominja. Mislim, prav zanimivo, ne, kako izgubljamo ta spomin. Zdi se mi, kot da bi bila kakšna epidemija v tej državi nad izgubo spomina. Predvsem tistih, ne, ki bi morali se česa spomniti, ne. Jaz sem že zelo dolgo, ne, pol pač imaš neko zgodovino, ne, neko preteklost in pač kaj tudi zapomniš, ne. Od 96. leta tu v Državnem zboru, ko je kdaj kdo karkoli okrog avtocest, gradnje in tako dalje, kaj hotel, ne, se je po kularjih govorilo, ne, ja, veš, to se pa treba z Anderličem zmeniti. Ja, on je bil šef največje poslanske skupine, vladne stranke, ki je pač bila vedno na oblasti. Ne, čakaj malo, to se treba z ministrom, ne, to se treba z Anderličem zmeniti. No in na eni izmed preiskovalnih komisij, ko je bil pri našem kolegu Likarju, ne, se tudi Anderlič zanimivo ničesar ni spomnil. Skratka, mislim, da je res neka epidemija, vprašanje, če ima dr. Marušič kakšno cepivo proti temu. Mislim, da ga on nima, da ga bo imel samo kakšen naš slovenski narod za to. No in še tole, ne, seveda, prav v Financah, ne, je ogromno pisalo tudi okrog tega, ker je Aleš Seliškar jasno rekel, ne, poslušajte, mi še 25 let tam kosili tisto travo, ne, ja, če ne bi bilo kdo, ja, koga so ga spraševali, ja, saj veste, koga, ja, onih, ja, koga onih, ja, Jankovićev, ne, torej, edino zato in zaradi tega so potem seveda to tudi prodali. No in da se res ne bi, ne, vsi delali, torej norčevali iz vsega v tej državi, seveda vsi, tisti, ki so tak nad zakonodajo, ne, pa nad ustavo, mislijo, da so blizu Boga, ne, ampak jaz mislim, da so bliže peklu, ne, smo se seveda odločili in dali ovadbo za te 3 primere. Ja, mogoče samo to dodam, Lucić Predrag, ki je dal to opravičilo za Jureta Jankovića na tisto zaslišanje, je z njim povezan preko podjetja Glinatea d.o.o. Zaradi tega pač sumo, ne, da se stvari niso dogajale tako, kot bi naj se, ampak da je bilo pač to namenjeno samo temu, da se izogne pričanju na komisiji, na kateri pa pol tudi v prihodnje nismo kaj veliko zvedeli. Kazenske ovadbe smo posredovali prejšnji teden naprej, tako da upam, da se bodo te stvari ugotovile, ali je nekdo se izogibal zaslišanju in podobno, in upam, da bomo v nadaljevanju, ker sedaj zdaj, se pravi, to poročilo, ki ni bilo sprejeto, bomo pač nadaljujemo zaslišanje v zvezi z Univerzo na Primorskem. Medtem bomo verjetno dobili še nekaj podatkov iz Cipra, ki jih čakamo, pa še od kje, in potem to nadaljevali in pripravili vmesno poročilo jeseni, oziroma bomo ocenili, kdaj bi bilo to primerno. Sem pa tudi v zvezi s kazenskimi ovadbami predlagala sklep, da to damo skupaj, ne, ker tudi ostali člani komisije so ocenili, da so neke stvari res sumljive in če se nekdo izogiba, da je pač to treba ugotoviti, ampak takega sklepa niso potrdili oziroma so predlagali, da o tem še malo razmislimo. No, potem smo 3 člani, torej
Franc Pukšič, jaz in Zmago Jelinčič podpisali tak sklep in ovadbo posredovali naprej. To je vse, kar sva nameravala povedati. V gradivu boste dobili tako kazensko ovadbo, seveda upam, da smo vse osebne podatke prekrili, da ne bomo imeli kakšnih težav. In pa tudi vmesno poročilo, se pravi ta prvi del, ki po moje ni sporen, pa kljub temu ni bil sprejet, in pa tudi drugi del, ki govori o ugotovitvah, naših ugotovitvah in pač opisuje situacijo in to, kar smo preiskovali. Zdaj pa če še kakšno vprašanje. Marjan Vešnik, Radio Slovenija. Glede, jaz imam občutek, da bomo mi na konc tega postopka čakali precej dolg časa in zato me malo skrbi, v glavnem, kot jaz razumem, te vaše ovadbe se v glavnem nanašajo na delo vaše komisije. Se ne nanašajo recimo direktno na recimo prodajo zemljišča na Smodinovcu. Ne, mi uvajamo to, kar se je pač pri nas dogajalo, ne. Ampak komisija je bila ustanovljena zaradi, recimo, zemljišča na Smodinovcu. Ne, ni bila ustanovljena. Uvadene osebe so pa uvadene zaradi, recimo, temu obnašanja do vaše komisije. S tem, da pri tem zemljišču, mislim, kakor jaz vem, ena stranka je prodala zemljo, druga je kupila, obe sta bile takrat zadovoljne. Samo domneva se, da so bila pričakovanja ene strani v to, da se bo vrednost tega zemljišča dvignila. Pričakovanja zato, ker takrat niso vedeli, da bo kriza. Tako da me zanima, če je kakšna zadeva se nanaša na... No, to je pač en nerealiziran posel, ne. Načrt je bil drugačen, ne, da to postane iz kmetijskega zemljišča zazidljivo in zaradi obelodanjenja te zgodbe se po moji oceni minister Židan, ki je bil tudi zaslišan na naši komisiji oziroma je pričal, kljub temu, da je prvotno dal soglasje k tej spremembi, je potem to soglasje umaknil oziroma bomo rekli, ko je dobil dodatne podatke, je recimo, da deloval državotvorno za razliko od ministra Žarniča, ki pa je v bistvu stvari spustil naprej, kljub temu, da ni bilo popolnoma jasno, je pri stvari vse v redu ali ni. Smodinovec je pač primer, ko se je z neko javno, ker je pač zadeva postala javna, se je lahko ustavila na ta način. Medtem ko pri drugih zemljiščih, ki smo jih v nadaljevanju še opisali, Barje in še nekateri, se pač to ni zgodilo oziroma se je namembno spremenila. Mogoče še malo da dodam k temu. Poglejte, mi lahko naredimo ovadbo, oziroma dolžni smo tudi narediti, če nekdo pred preiskovalno komisijo govori neresnico. Lahko reče, da se ne bo izjasnil, ne bo odgovoril, ker s tem bi lahko pripeljal sebe ali svoje najbližnje do pregona, kakorkoli. Tu se bo zgodilo to, da so nekateri od teh prič govorili, jaz tebe poznam, vi ste pa rekli, jaz pa nje ne poznam, ampak bili so pa vsi trije skupaj. Torej, izkazalo se je, da se pred preiskovalno komisijo nekdo laže. Ali tale posrednica, kaj je gospa Nevenka, ali se laže Jure Janković, in gospoda Aleša Seliškarja smo vprašali, Aleš, povejte, ali ste lagali financam, ali so novinarji Financ pisali nekaj, kaj vi niste izrekli, ali lažete danes tukaj? In se ni opredelil. To pomeni egzaktno jasno. Sedaj pa seveda ni preiskovalna komisija tista, ki bi to lahko pripeljala do tega, da bi ona ugotovila, kdo je govoril neresnico. Ampak seveda zato pač nam ne preostane drugega, ko damo ovadbo pred tem. Ampak glede tega, če se jaz prav spomnim, je on povedal, da on tega ni povedal Financam. Je pa nekje ostalo v zraku, kaj pa zdaj s Financama? Finance lažejo. In recimo, ampak na Financi se ni noben spomnil, recimo, da bi njih tudi to zgodbo. Ne, mi imamo tudi novinarje Financ med pričami, vendar je komisija